tokrat občinskem informatorju. Mestni svet odvzel županu ustanoviteljske pravice javnega holdinga Maribor. Kako je v Črni na Koroškem zdaj, nekaj tednov po poplavah. Osnovna šola Fram praznuje 150 let delovanja. Kmalu salon štajerskih mladih vin Pubec. O izzivih razvoja gospodarstva v Podravju. 6. festival vin v osrednjih Slovenskih goricah uspel. Lepo pozdravljeni. Mariborski mestni svetniki so na prvem branju potrdili predlog sprememb letošnjega občinskega proračuna, ki se zmanjšuje za okoli 144 tisoč evrov na 194,48 milijona evrov. Hkrati pa so tudi potrdili sklep, ki veleva, da je skupščina javnega holdinga Maribor zdaj mestni svet in ne sam župan, več pa v prispevku. Po dolgi in burni razpravi so na 9. redni seji mestnega sveta mariborski mestni svetniki izglasovali, da župan nima več ustanoviteljske pravice v javnem holdingu Maribor, ampak so jo prenesli na mestni svet. Ta bo postal skupščina holdinga. Gre pa za to, da želimo transparentnost poslovanja, transparentnost delovanja holdinga. Ne nazadnje skupščina ima eno od svojih pravic oziroma dolžnosti, da odloča o razporejanju dobička. Jurišič, ki je predlagal, da se točka o tem uvrsti na sejo mestnega sveta, meni, da je tako prav. Sploh potem, ko smo danes slišali, da naprimer holding razdeli med šport, kulturo in tako naprej 1/3 milijona evrov, 330 in nekaj tisoč evrov. Na drugi strani mestni svet dejansko išče, kje bi najdel 20 tisoč evrov za štipendije in mislim, da ni namen holdinga financiranje in podpora športa in kulture v Mariboru, ampak je to izvorna naloga mestne občine Maribor. Svetniki so imeli že veliko pripomb in vprašanj o samem poslovanju, delovanju javnega holdinga. Med drugim, zakaj so zneski na položnicah visoki. Če tako dobro deluje holding, zakaj naše položnice niso nižje, ker to je bil nenazadnji cilj. Zanimalo me je, po kakšnih ključih pravzaprav se sponzorska, donatorska sredstva delijo, ker ko pogledaš malo bolj podrobno, vidiš, da imamo tudi ogromno nekih svetovalnih, intelektualnih storitev, ogromno nekega pravnega svetovanja. Skratka, so neke stvari popravili, ampak jaz menim, da vsaj prvi 2 leti holdinga se je zelo po domače ta denar delil. Sama je zato, da bi mestni svet moral biti skupščina javnega holdinga Maribor. To v odloku o holdingu, o ustanovitvi holdinga tudi piše in tako bi moralo biti, vendar je vmes se župan odločil in to zadevo v navednicah sprivatiziral. Alenka Iskra meni, da je mestni svet upravičen do informacij o javnem holdingu. Želim si, da mestni svet je promptno, torej sproti seznanjen in odloča tako o poslovnem načrtu, ki ga holding pripravi, seveda ga nadzorni svet potrdi in seznani skupščino, torej mestni svet, kot seveda tudi pri letnem poročilu in delitvi bilančnega dobička. Izpostavila je, da se lahko s prenosom skupščine marsikaj spremeni. Mnogo let sem vodila velike gospodarske družbe, da pa mora biti tudi holding pri svojem delu, torej uprava, direktor, operativn, tako da menim, da čisto vse pravice, ki pa so upravljalske pravice, pa bi, če bodo prenešene na mestni svet, lahko pomenile tudi manj učinkovito vodenje holdinga, kot smo ga imamo danes. Sama meni, da odločitev o ustanovitvi holdinga ni bila napačna. Mislim, da je bila dobra, da pa je potrebno še seveda nadaljevati, nadgrajevati in seveda priti do tega, da bodo tudi občani, da bodo tudi položnice brez bistvenih podražitev in seveda kakovost storitev, kako bomo pa to merili, pa je seveda še vprašanje. Franc Kangler je izpostavil, da poslovanje in poročanje o delovanju holdinga za zdaj ni bilo transparentno. Problem je glih pri transparentnosti, predvsem da holding ustvarja dobiček na račun delavcev Nigrada, Snage, Vodovoda. Delavci tiščijo v kot, sebi pa so v enem letu povišali povprečno bruto plačo za 700 evrov. To ni dopustno, položnice niso nižje, storitve niso cenejše. Kangler še pravi, da bi delo holdinga moralo biti drugače usmerjeno. Danes govori, da je to njegova čudovita ekipa. Jaz pa mislim, da je daleč stran od čudovite ekipe, kadar ti občane bremeniš za denar in ne ustvarjaš nekega dobička
z javno ponudbo. Javna gospodarska služba je pač takšna v Mariboru, kot jo imamo, neke dodane vrednosti pa ni. Ta holding bolj posoja denar, žalostno je to, da se sploh mora posojati, bolj upravlja finančni del kot pa operativni del. Mestni svet je na seji na prvem branju potrdil rebalans občinskega proračuna. Ta se zmanjša za 144 tisoč evrov na nekaj čez 194 milijonov evrov. So pa ob tem zahtevali, da se do drugega branja zvišajo sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev. Po več tednih po najhujši vremenski ujmi pri nas je naša ekipa obiskala Črno na Koroškem. Še vedno se niso pobrali, a sanacija se je že začela. Pri njih je vzpostavljena tudi že ena izmed tehničnih pisarn. Podrobnosti pa v reportaži Uršule Godec. Ko danes obiščemo Črno na Koroškem, je v okolici videti, da je tu vremenska ujma pustošila še pred nekaj tedni. Vidne posledice na javni infrastrukturi, blato, kupi odvečnega kamenja. A to ni nič proti temu, kar so prvi vikend v avgustu, odrezani od sveta, doživljali domačini. Pravzaprav tiste 3 dni smo res bili bitko za samo Črno, pa za ljudi. Ničkaj nismo se ozirali na dobrine, na hiše, ker pravzaprav se ni dalo nič pomagati. Smo pa v tistem trenutku reševali življenja. Ni bilo telefonskega signala, ni bilo nobene povezave z drugim delom Slovenije. Ceste so bile neprevozne. Črna je bila pokrita z vodo, ki je pustila razdejanje, kot ga ne pomnijo. Sem pa evakuiral svojo družino, ker po noči nismo vedeli, a pride še kaj hujšega, kar je prihajalo. Najhujše so bile tek noči, no. Čez dan je svetlo, čez dan vidiš, po noči zvečer ni bilo štroma, ni bilo povezav, ni bilo vode, plina in po noč ne veš, kaj pričakovati. Tiste čelke, ko imaš, telefoni niso delali in po noči je najhujš bilo in takrat nam res ni bilo vseeno. Deroča voda je sabo odnesla, kar je lahko. K sreči čisto vse ni uničeno, a dejansko škodo seveda še ugotavljajo. Dejansko je voda tu tekla mimo, namočila je hišo, zalila je objekt, nam ni dejansko utrgala ničesar, ker je pač glavni tok je tekel recimo 5 metrov stran, ampak direkt v gasilski dom, ker je pač ta Javorski potok se ni mogel izteči zaradi 3 mostov, ki so v centru in pa zaradi podivjane meže, ga ni spustila not in je ta Javorski potok začel nalagati material. In to je recimo 500 metrov od centra, je naložil celo dolino gor, pa še mimo nas in se je razlil ven iz svoje struge in pol je pač, zato je bila taka gladina vode pri nas, ker smo imeli meter tega gradnega šodra, skoraj do kljuke je bil gradni šodr, pol pač seveda voda zraven. Županja se je tistega usodnega dne komaj prebila v svoj kraj. Črno so, ko je bilo to omogočeno, obiskali praktično vsi politiki, tudi iz Evropskega parlamenta. Včasih že samo to, da pač nekdo pride pa ti izreče podporo v smislu tega, da bo izpolnil svoje obljube, je že to nekaj pomeni. In vkolikor bodo izpolnili svoje obljube, bom vsekakor zelo zadovoljna, ker bom vztrajala na tem, da jih izpolnijo. In res ne bom dopustila, da bi mi tukaj ostali praznih rok. Tudi domačini ne dovolijo, da se jih bo čez mesece, leta pozabilo. Strani države imam dober občutek, sem optimističen. Kar se nas tiče, upam pa, da bo tako tudi, ne vem, čez 1 leto, čez 2, čez 5, mogoče celo čez 10 let, da se ne bo pozabil in da se bo zdaj nekako strokovno urejalo te vodotoke in kraj, o čemer se zdaj govori, ko je stvar še dosti sveža. Ja, obljubam, ki so jih slišali danes, verjamejo, a kanček dvoma ostaja. Po drugi strani pa, če se vrnemo v čas pred poplav, mi smo to nekje čas za sebe, v hecu rečemo, da smo na koncu sveta in recimo že tudi same cestne povezave, ko niso bile poškodovane, zdaj še od pred poplav so v res slabem stanju in od tod izvira ta naš strah, da bi nas mogoče pozabili. Sanacija ne more biti končana takoj. Da se bodo postavili na noge, se zavedajo, bo trajalo več let. Smo pa zadovoljni, da se je tukaj v naši občini vzpostavila
tehnična pisarna, ki bo pričela temeljito pregledovati, kar je bilo že pregledano, pa ne nazadnje, ki bo nadzirala vsa dela, ki bodo izvedena, ker želimo, da ta obnova dejansko pomeni tudi razvoj, tako kot se imenuje tudi zakon, ki ga bo Državni zbor v kratkem sprejel. Zavedajo pa se realnega stanja. Še vedno je tu od vsakega posameznika odvisno, kako se bodo pobrali in kdaj bo kraj ponovno takšen, kot so ga poznali. Samo navsezadnje smo umrli tako vedno, vsi na lastne noge postaviti in poprijeti. Je pa vsak evro dobrodošel, ki smo ga recimo, ki so ga nam namenili, da bomo se vse malo postavili na noge. Samo tiste škode, ki smo jo recimo utrpeli, država tako ne bo nikoli, ne bo mogla pravzaprav nikoli poravnati. Tako da bomo navsezadnje drugo leto, lahko rečem, tako spet primorani, pa se tudi zdaj, da bomo z lastnimi rokami šli naprej. Je pa sicer v minulih dneh Ministrstvo za naravne vire in prostor določenim občinam, ki so jih prizadele avgustovske poplave, do sedaj že nakazalo več milijonov evrov predplačil. Osnovna šola Fram praznuje letos 150 let, odkar so jo postavili in odprli. V vseh teh letih so jo dograjevali in razširili, ob tem pa poskrbeli, da je postala pravi hram učenosti. V preteklih dneh so z več prireditvami obeležili praznik, ki so ga sklenili s prireditvijo, na kateri so nastopili tako učenci kot zaposleni. Osnovna šola Fram je bila pred 150 leti manjša stavba, enorazrednica, že takrat pomembna za lokalno skupnost. Vmes so jo dogradili v dvorazredno šolo, leta 1997 se je dozidala tudi telovadnica, v kateri bo danes potekala prireditev, mansardni del in nazadnje smo leta 2018 pridobili še prostore čez cesto, prostore v stavbi turnerja. V vseh letih se je hkrati razvijala tudi vsebina, saj še zdaleč ne gre samo za to, da se v šoli odvija pouk. To je en tak center učenosti v Framu, prilagajamo se sodobnim trendom, trudimo se in gremo s časom naprej, tako da se tudi digitaliziramo in seveda sledimo novodobnim smernicam. Na šolo in pouk v njej pa so se spomnili tudi obiskovalci sklepne prireditve, ki so zdaj prišli gledati nastope sedanjih učencev. Odlično sem se počutil, tako danes isto. Spreminjala se pa po izgledu, se pravi, tu je bila dograjena telovadnica, tu je bila malo drugačna avla, tako so bile garderobe, kjer smo se preoblačili. Kakšne imate pa kaj spomine na pouk? Lepe spomine imam na pouk. Malo je bil drugačen kot sedaj, malo smo bili bolj poslušni kot zdajšnje generacije. Visoko in okroglo obletnico ustanovitve šole so postavili z vrsto prireditev. Zaključno so zasnovali kot srečanje preteklosti in sedanjosti v dvorani. Kjer bomo dejansko združili ali se bosta pa med sabo bodla, tekmovala nekoč in danes. Pomeni v pesmi, v plesu, v recitaciji, v pogovorih. Tako smo si to nekako zamislili in na koncu smo ugotovili brez preteklosti in sedanjosti in seveda tudi obratno. Na praznovanje so povabili mnogo gostov, tudi ravnatelje osnovnih šol iz drugih občin. Prišla je tudi predstojnica Mariborske območne enote Zavoda za šolstvo, ki je izpostavila pomembnost šole. Šola je pravzaprav za en tak majhen kraj, še posebej za majhen kraj, najbolj dragocena inštitucija. Namreč, če šole ni, potem nekako rečemo, da kraj ne živi. To je danes vidno predvsem tam, kjer imamo še samo podružnične šole in v bistvu ni nobenih prireditev in nič, če šole ni. Da pa je šola v Framu rasla ves čas, je pa zasluga mnogih, ki so hodili v to šolo in tisti, ki so se borili za ta kraj. Praznovanje čestitljivega jubileja so začeli konec septembra z okroglo mizo, dnevom odprtih vrat, predavanji, tekmovanjem devetošolcev in učiteljev v nekaj športnih disciplinah, živim šahom, na koncu pa s petjem in plesom. Salon štajerskih mladih vin Pubec, najodmevnejši vinski dogodek tik za mariborskim martinovanjem, bo letos v štajerski prestolnici potekal že 8. Preverili smo, kaj pričakovati tokrat. V Mariboru se bo kmalu odvil najodmevnejši vinski dogodek tik za mariborskim martinovanjem, salon štajerskih mladih vin Pubec.
Spet smo se zbrali, da nekako obeležimo novo letino, mlado vino, ki ga poznamo na Štajerskem zadnja leta kot Pubec, torej štajersko mlado vino Pubec in pa vseh 18 vinarjev, ki so ponovno pridruženi v tem letošnjem projektu. Glavni cilj projekta Pubec tudi po 9 letih ostajajo povezovanje, promocija in povečanje prodaje. Promocija štajerskega vina je tisto glavno, kar pač ta naš Pubec kaj je bilo glavno gonilo in kar je še naprej tisti motor, ki ga žene naprej, da Štajersko kažemo kot ne samo največjo, ampak tudi ne samo za nas najbolj pomembno vinsko destinacijo v Sloveniji. Tokrat se selijo na novo lokacijo. Novembra se bomo zbrali na novi lokaciji v Minoritski cerkvi, v kulturni četrti Minoriti. Nova, še lepša, ekskluzivna, butična lokacija, ki bo letos gostila 18 Pubecov in vse tiste, ki bomo okušali štajerska vina, štajersko kulinariko in glasbo. Na obeh lokacijah v Mariboru in v Ljubljani bodo za inovativno štajersko kulinariko skrbeli iz mlade lokalne ekipe z restauracije Brosis. Letos poteka pod sloganom Okušamo vino, pijemo vodo. Saj si želimo z samimi projekti dvigovati kulturo pitja vina, želimo poučiti sploh mlade o sami degustaciji vina in tako, kot sem rekla, okušamo vino in pijemo vodo. Povedali so, da je letošnje leto nekaj posebnega. Seveda že samo cvetenje vinske trte je bilo zaradi vremenskih razmer kasnejše in to vpliva potem seveda tudi na čas trgatve. Bilo bi v redu, če vmes ne bi na določenih območjih tudi ta neurja prizadela velike površine, zmanjšale pridelek, povzročile težave pridelovalcem. Tako da, ampak kakorkoli, dobili smo vina, dobili smo mlado vino. Vina so ranih sort, imajo pa vse značilnosti mladih vin. Ko govorimo o mladem vinu, pričakujemo svežino, pričakujemo sadnost tega in dejansko, brez pretiravanja, ta vina, ki smo jih letos ocenili, imajo vse to. Pozabili niso niti na dobrodelnost. Znova bodo pomagali društvu Namesto pike vejica. Tudi letos bomo namenili 1 evro od vsake prodane vstopnice za to društvo, za ta projekt, za vse, ki se trudijo v tej smeri. Hkrati pa še bo en dodaten dogodek v Preserjah pri Braslovčah, v restavraciji Rengla bo dobrodelni večer mladih vin. Tudi tam bodo Pubeci glavne zvezde in ves izkupiček od prodaje vin bo šel za pomoč v tej občini tistim, ki so jih najbolj prizadele letošnje poplave. Tudi vi lahko na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo vejica 5. V poslovni coni Hoče so organizirali dogodek, na katerem je bila osrednja tema izziv razvoja gospodarstva v Podravju. Več pa v prispevku. V občini Hoče - Slivnica se je odvil dogodek, na katerem so prisotni govorili o izzivih razvoja gospodarstva v Podravju. Trenutno, ni rožnato, ampak ravno iz tega razloga tudi v bistvu želimo organizirati podobne dogodke, kot so danes. Se želimo povezati tako gospodarstvo kot lokalno skupnost, da drug za drugega zvejo, kakšni problemi ene in druge pestijo in da jih poskušajo reševati. Poudarili so, kaj vse je pri razvoju pomembno. In povezovanje in sodelovanje je pomembno, da pa lahko sodelujemo, pa je tudi pomembno, da vemo, kdo kaj lahko ponudi, oziroma kdo lahko komu kaj pomaga. In danes je tudi odlična priložnost, da tudi povemo, na kak način lahko različne inštitucije pomagamo podjetnikom pri svojih podjetnih idejah in svojih podjetnih ciljih. Opaziti je, da imajo podjetniki dobre ideje, a jih je potrebno popeljati na pravo pot. Imajo mogoče kak problem, kako spraviti to na trg, kako to iztržiti in tudi mogoče kdaj na kakšne trge se opogumiti pa iti, kjer še niso prisotni. In imamo razne programe, kjer jim lahko pri tem pomagamo. Pripravljajo konzorcijsko pogodbo za nastope na afriških trgih, kjer slovenska podjetja še niso prisotna, a so lahko odlična poslovna priložnost. Dogodka se je udeležil tudi župan občine Hoče - Slivnica, ki se zaveda pomena razvoja. Pa sem, da je danes
tukaj v industrijski coni, da tokrat ni na občini. Torej še ena priložnost, da se dejansko gospodarski subjekti, torej ne samo B2B meeting, ampak B2Me meeting on site mogoče ali pa na lokaciji, kar je tudi priložnost mogoče za podjetje Šrak, da se predstavi mogoče kakšna poslovna priložnost, kakšna poslovna vez, mogoče tudi dogovor v prihodnje, ki bo še spodbudil gospodarstvo v občini in širše. Podjetja so lahko na tem dogodku videla samo vpetost podjetij v okolje. Dajemo elektromaterial, torej smo veleprodaja elektromateriala, pa smo tukaj lokalno zelo močno prisotni, tako da kdorkoli bi v tem okolju karkoli gradil ali pa kaj se lahko seveda obrne na nas, pa smo takoj tukaj zraven. Tako da že to je ena poslovna priložnost, drugače pa tudi, tako danes gostimo, lahko gostimo tudi vse ostalo, temu je namenjena, tudi bila ta dvorana, ni namenjena samo nam, pa našim zaposlenim, ampak vsem našim poslovnim partnerjem, pa tudi ostalim, ki se obrnejo na nas, da tukaj v okolici rabijo organizacijo kakega dogodka. Poslovna cona v Hočah je zagotovo primer dobre prakse. Glavna privlačnost industrijske cone je geostrateška lega, torej neodvisno od nas, križišče dveh avtocest, železnica in tudi letališče, čeprav v tem trenutku nekih efektov ni, dolgoročno pa verjetno pomeni, ali pa tudi mogoče upamo srednjeročno neko priložnost. Občina investitorjem stopi naproti tako, da jim pomagajo skozi procese občinskih podrobnih načrtov. Veseli so vsakega, ki vidi priložnost na njihovem območju. Kar 3 vinske kraljice so bile na 6. festivalu vin osrednjih slovenskih goric v kleti samostana v Sveti Trojici. Prva kraljica je bila skupaj z društvom Vinicar in drugim organizatorjem festivala. Drugi 2 pa sta bili v gosteh navdušeni nad festivalom. Ponovno so se na Vinicarju predstavili tudi ponudniki nagrajenih vin. Kar 18 vinskih ponudnikov je bilo na Vincarju v 6. festivalu vin osrednjih slovenskih goric. Večina jih je bila iz upravne enote Lenart. Ker pa so določeni vinogradniki, ki so ostali zaradi letošnjega, vremenskih vplivov brez svojega pridelka, smo povabili tudi prijatelje vinogradniških društev oziroma vinogradnike, kateri so včlanjeni v vinogradniška društva, ne prihajajo pa ravno iz upravne enote Lenart. Ideja o festivalu se je pred leti porodila takratni vinski kraljici Martini Breznik Krajnc. Vse od takrat pripravljajo festival in ga vsako leto nadgradijo. Na njem pa ste bili letos tudi 2 aktualni vinski kraljici, ki sta pohvalili organizacijo. Vse tole je pravzaprav zraslo na žuljih ene izmed mojih predhodnic, Martine Breznik Krajnc je bila prav tako vinska kraljica. Že z tega vidika, da je svojo vlogo na ta način zelo dobro unovčila. Zraven tega pa je to tudi en dogodek, ki poveže ne le ljudi, ampak predvsem tiste, ki se vse leto trudijo za pridelavo izvrstnih vin, da se pravzaprav podružijo med seboj, se spoznajo, izmenjajo izkušnje. Za nas obiskovalce pa to pomeni zares en tak izvrsten dogodek. Da je dobro, da se povezujejo vinogradniki in vinske kraljice različnih območij, meni tudi ljutomerska vinska kraljica. Moramo sodelovati, ker Slovenija je kakorkoli mala, ampak nekako velika, sploh ne vemo, ne zavedamo se, kak je nekih pokrajin, ki so vinorodna. Vsaka pokrajina slavi po nekih svojih vinih, ima svoje neke močna področja, pač tako na vseh področjih, pa mislim, da je zelo pomembno, da se ena taka država, kak je Slovenija, podpira en vinogradnik drugega, ena regija, drugo regijo. Tudi tokrat so ponudili domače dobrote, hrano, ki je značilna za osrednje slovenske gorice, hkrati pa različna vina. Pa se po mnenju ljutomerske vinske kraljice kaj razlikujejo od prliških? Vsako vino ima svoj von, vsako vino ima svoj okus, tudi od človeka je odvisno, najbolj odvisno od vinogradnika, kako on pridela. Prvo, kakšna letina je, kak je v vinogradi, pol kak je v kleti, ampak mislim, da se čisto lahko primerjajo zdaj, da so zelo kar močna naša območja, tako slovenske gorice kot tudi Prlekija. Med ponudniki vin pa so bili tudi taki, ki so imeli nagrajena vina, s katerimi so obiskovalci z veseljem tudi nazdravili. Z sivim pinojem, z zlato medaljo z Radonskega sejma, letnik 2022, suho. Meni, da je res ta pravi za nazdravljati, za praznično. Tako je, prav posebno vino, zelo okusno, zelo dobro, pa zelo harmonično. Tudi njegov sosed pri mizi je imel ne samo dobro kapljico, ampak odlično nagrajeno. Nagrajena najvišja sta bila ta traminca, traminec 21, traminec 22,
na Kmetijskem zavodu Maribor na prerezu letnika vinorodne dežele Podravje in tudi v Vinici na Hrvaškem. Sta bila prvo in drugo mesto. In kakšna vina imajo sicer pri Kurnikovih, ki so priznani vinogradniki? To so predikatna vina, pozna trgatev 22 in izbor 21. Žan Krajnc je sicer izpostavil, da bodo letos zagotovo spet v osrednjeslovenskih goricah dobra vina, čeprav letos za pridelavo grozdja zaradi toče in neurij ni bilo najboljše. Vinogradniki pa so se potrudili in prebrali zdravo grozdje od obolelega. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Majšperku bo v nedeljo o 15. uri v kulturni dvorani KPC Majšperk prireditev Pojemo in igramo po domače. Na Pohorski tržnici pa bo to nedeljo od 17. ure naprej Noč čarovnic. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.